Zdravo, jaz sem Marko Luk, sicer po izobrazbi profesor slovenščine, v okviru KONS-a pa upravljam delo vodja vozlišča in organizatorja izobraževalnih vsebin. Zdaj, kaj točno to pomeni? Pomeni, da organiziramo delavnice, da jih jaz pač skoordiniram, da se dogovorim z mentorji, kdaj naj pridejo, kaj točno bo delavnica obsegala in potem se pripravi prostor in se delavnica izvede. Tehnologija, ki jo uporabljamo, je seveda vsa sodobna tehnologija, ki jo premoremo, torej pri delavnicah uporabljamo čisto vse, v bistvu, kar je navadno in nenavadnega, kar se tiče tehnike, in pa za komunikacijo seveda e-maili, messengerji, SMS-i, telefoni in tako naprej. Študiral sem sicer slovenščino, kot že rečeno, ampak zaradi tega, ker v Sloveniji ni nekega študija ali pa na splošno šole, ki bi izobraževala nekako v tej smeri mojega zanimanja na splošno organizacije. Že od nekdaj pač mi je blizu organizacija teh in drugačnih dogodkov. Ja, je bilo treba najti drugo najboljšo stvar in sem se odločil za slovenščino. Če se pa malo vrnem nazaj, torej zanimajo me organizacija pač dogodkov, zanima me organizacija raznih zadev in v tej smeri v bistvu že delujem od leta 2007 v okviru pač našega društva, ki smo ga takrat ustanovili. Smo organizirali dogodke za elektronsko glasbo. To je nekako moja prva, rečemo temu ljubezen, da se ukvarjam z elektronsko glasbo in kot DJ in kot producent. In skozi delo v društvu, torej skozi organizacijo dogodkov, skozi delo z glasbo, skozi delo z ljudmi, sem prišel do nekih znanj, ki mi zdaj tudi pomaga v bistvu pri delu za projekt KONS. Torej, to so raznolika znanja, ne, ki jih ne moreš v bistvu dobiti na šoli, ne. Torej, čisto normalno je, oziroma veliko ljudi v teh naših krogih, tudi znotraj projekta KONS, je takih, da so študirali nekaj in potem so se v bistvu skozi svoje delo, skozi nekaj, kaj so radi delali, priučili stvari, da lahko potem zdaj delajo na neki taki stvari, ker v bistvu ni znanja v formalnem izobraževanju, ne. Tako da, lahko rečem, da življenjska šola je tista, ki te potem pripelje do želenega znanja, da lahko opravljaš ten poklic, ki ti ga je v redu oziroma ki ti ga je fajn opravljati, ne. Že od leta 2007 v bistvu organiziram vse vrste, poleg dogodkov z elektronsko glasbo, tudi izobraževalne dogodke, izobraževalne delavnice za mlajše in starejše. In v bistvu nekje, ko sem prišel na fakulteto, sem se tudi poleg tega, da sem se izobraževal, sem se vključil v študentski svet in v ostale neke oblike organiziranja, ker sem dobil tudi zdaj dodatna znanja, recimo o teh uradnih dokumentih in o v bistvu komunikaciji tudi, ne, z nadrejenimi, pa z vrstniki tudi, ne, pa z pač ljudmi, s katerimi želiš nekaj doseči skupaj, ne. Tako da je tudi pomembno to, da se poleg študija mogoče se vključevati v neke neformalne oblike organiziranja. Je pa tudi tako, da je fajn, če veš, da nekaj bi rad delal, pa mogoče tega poklica, tega točno tistega študija ne obstaja, da se mogoče usmeriš v neko smer, ki je približno gre, oziroma ki ti daje neka znanja, ki ti lahko potem pri tistem tvojem sanjskem poklicu pomagajo, ne. Tako da izbira je dokaj velika, formalno izobraževanje nudi dosti prednosti, je pa nujno, da znanja pač se širijo tudi na neformalnem področju, ker vseeno
praksa in življenje šele prinesejo potem tista prava znanja, ki jih lahko vključiš v svoj poklic. Drugače pa za prihodnost tega mojega poklica tukaj zdaj trenutno na koncu, se mi zdi, da glede na to, da smo edini, ki v bistvu tukaj v tem delu Slovenije razvijamo delavnice in izvajajo jih tudi druge organizacije, ampak mislim, da razvoj na tak način, kot ga mi peljemo, da smo edini, se mi zdi, da je nujno, da pač ohranimo te variante in da še več ljudi v bistvu se loti takih podvigov, da potem se to področje tudi nadgrajuje in raste. Da je še več kvalitetnih delavnic, še več tega neformalnega izobraževanja, da že mlajši otroci lahko pridejo do nekih ne samo tehničnih znanj, ampak tudi znanj interakcije z različnimi tehnologijami. Tako da se mi zdi nujno, da taka zadeva ostane in delali bomo vse na tem, da se taki poklici še več jih ustvari in da se še bolj razvijajo. Hvala za pozornost in lepo se imejte.